Na tablo sem vam že napisala naslov te knjige, o kateri se bomo danes pogovarjali. Naslov je Kalila in Dimna. Gre pa za knjigo modrosti. Veste, kaj je to modrost? Ja, da je zelo pametno. Ja, knjiga modrosti, kaj ponavadi najdete noter v knjigi modrosti? Da je prijazno, da je prijazno. Kako sporočilo? V knjigi modrosti ponavadi najdemo takšna sporočila z nekim naukom o življenju. Veste mogoče, kaj je basen? Ne. No, ker v tej knjigi modrosti, so zgodbice napisane v obliki basni. Basen je pa zgodbica, ki jo pripovedujejo živali in ima eno modro sporočilo noter. Zato je knjiga modrosti, basen. In to je to. Je kdo od vas že slišal kakšno basen? Ja, ne. Nisi slišal basen? Bilo kdo? Ti si prej želel nekaj povedati? Nisi želel povedati? Ne, je rekel. Dobro. Drugače je ta knjiga Kalila in Dimna nastala pred več stoletji. Nastala je pa v Indiji. Napisal jo je modrec. Na vsakem dvoru so imeli modrece. Veste, kdo so modreci? Tisti, ko so bili najbolj pametni. Ja, da so svetovali kralju. In vsak kralj je imel svoje modrece, da je lahko potem modro vladal. No, in to knjigo je napisal Bit Pai, indijski filozof, za kralja Dačšarima. Vsak kralj je želel svoje obdobje vladanja v eni knjigi noter ovekovečiti. In ponavadi jo je napisal sam, ali pa so mu to knjigo napisali modreci. In ta kralj Dačšarim je eno obdobje vladal nemodro. Ker kaj se zgodi, če ima človek preveč moči, želje po oblasti? Kaj ponavadi naredi takšen človek? Pamet zgubi. Tako. In zato mu je ta filozof Bit Pai pomagal, da je ta Dačšarim spet našel modrost. In recimo, če ima kdo veliko moči, pa mu nekdo pove nekaj, kar mu ne paše. Kaj ponavadi tisti človek, ko ima dosti moči, naredi? Kaj? Daj ga. Kaj ti misliš, da mu naredi? Isto kot mi. Daj. Pa da se razjezi, ker je kot misli, da je kot pametno. Ja, in jaz bom prebrala eno odlomek vam zdaj iz knjige, kar je ta filozof rekel kralju in kar ga je skoraj stalo življenje. Povedal je kralju, naročil se je pri njemu, prišel je na njegov dvor, kralj ga je z veseljem sprejel, zaradi tega, ker je bil vseeno toliko moder, da je vedel, da je potrebno poslušati modrece, kljub temu, da je imel veliko moč in oblast nad vsemi, mu je vseeno prisluhnil. In ta filozof mu je rekel: vidim, da obstajajo 4 lastnosti, ki vsebujejo vse dobro na svetu, s katerim se človek odlikuje pred živaljo. To so modrost, krepost, pamet in pravičnost. Znanje, olika in razmišljanje sodijo k modrosti. Velikodušnost, potrpežljivost in dostojanstvo spadajo k pameti. Vljudnost, radodarnost, čistost in ponos gredo skupaj s krepostjo. Resnicoljubnost, dovršeno delo in bogaboječnost ter visoka morala pa sodijo k pravičnosti. To so vrline in njim nasprotne so slabosti. Človeka z več vrlinami pomanjkanje ne more unesrečiti, ne na tem, ne na onem svetu in ne obžaluje, kar izgubi in se ne preda žalosti, ko se njegovemu imetju dobro ne piše in nesreča ga ne preseneti. Modrost je zaklad, ki se ne izčrpa zaradi dajanja, zaloga je, ki ne kopni, obleka, ki se ne obrabi, ožlitek, ki mu ni na konca ne kraja.
Ko sem stal pred kraljem, nisem hotel začeti pogovora zaradi spoštovanja in poveličevanja kralja. Zakaj? Pri svojem življenju prisegam, da je kralje treba spoštovati, še posebej tistega, ki je v mnogosem dosegal svoje prednike. Učenjaki pravijo, da je molk zelo pomemben, v njem tiči varnost in z njim se izogneš praznim besedam, ki vodijo v obžalovanje. Pravijo, da so nekoč 4 učenjaki zbrali pred kraljem, ki jim je rekel: naj spregovori vsak od vas besedami, ki so temelj velike. Prvi modrec je rekel: najboljša vodnina človeka je molk. Drugi učenjak je dejal: najbolje za človeka je, da spozna, kje mu je mesto glede na pamet, ki jo ima. Tretji je odgovoril: najbolje za človeka je, da ne govori o tem, kar ga ne zadeva. Četrti je dodal: najlagodneje za človeka je, da se kdaj usodi. Nekoč so se zbrali kralji 4 dežel, Kitajske, Indije, Perzije in Bizantinskega cesarstva, ter rekli: vsak od nas naj pove nekaj, kar se bo zapisalo in ostalo v spominu ljudi za vekomaj. Kitajski cesar je rekel: česar nisem še izrekel, lahko obvladam, tistega, kar sem izrekel, pa ne morem več. Indijski kralj je dejal: čudim se tistemu, ki izreče tako besedo. Če je na njegovi strani, mu ne koristi, če je proti njemu, pa ga uniči. Tretji se je oglasil perzijski kralj: če besedo izgovorim, si me lasti, če je ne izrečem, si jo lastim jaz. Nazadnje je govoril še bizantinski kralj: nikoli nisem obžaloval tistega, česar nisem izrekel, večkrat pa sem obžaloval to, kar sem rekel. Kaj menite na to? Kaj je pomembno? Kaj je za izrečeno besedo? Ja. Recimo, da imaš nekaj zapovedati, ne? Kaj ti to stvar, če jo poveš, ne? Lahko še kdaj vzameš nazaj ali ne moreš vzeti nazaj te stvari? Ne moreš. In kaj so potem ti kralji se pogovarjali, da je modro? Kaj je lastnost modreca? Da je pameten. Pametnost. Da pove, da ve, kdaj lahko govori, kdaj pa je boljše molčati, ne? In vsi so se strinjali, da je boljše, kaj? No, in potem je nastala ta knjiga. Kralj je spoštoval tega modreca, vmes ga je sicer zaradi besed, ki mu jih je ta izrekel, želel obsoditi in na smrt, ampak potem si je premislil, ga vrgal v ječo in čez nekaj časa, ko je premišljeval o njegovih besedah, je vseeno doumel, da potrebuje tega modreca in da mu lahko dosti koristi in za kralja se ne spodobi, da se hitro razjezi, in ga je poklical nazaj. In ga je prosil, da mu napiše knjigo, tisto knjigo, o kateri smo se že prej pogovarjali, da si vsak kralj želi za obdobje svojega vladanja imeti knjigo. In mu je rekel, če mu jo lahko napiše, in mu je dal 1 leto časa. Filozof je dolgo premišljeval o tem, kaj naj napiše, in na koncu je napisal knjigo, ki je vsebovala modrosti v obliki basni. In zdaj bomo prebrali eno izmed teh poglavij, ki so v tej knjigi, in sicer 14. poglavje Kraljevič in njegovi prijatelji. Ko se bomo pa pogovarjali o tem, kaj smo prebrali. Kdo bo začel? Vsak eno poved. Kraljevič in njegovi prijatelji. Kralj, da došli je rekel filozofu: bi pozorno sem poslušal, ko si govoril, kako si človek pridobil dobro
da se kot prepričal o stvareh. Super, hvala. Zdaj pa me zanima, zakaj neki si zavedneš lahko pridobi dobroto in ugled med tem modrega in razumnega človeka doletita nesreča in zlo. Konec. Da. Kaj je zlo? Zlo je slabo. Filozof Wittgenstein je dejal: človek vidi le z očmi in sliši le z ušesi. Tako je tudi dobro delo mogoče storiti le z zdravo pametjo. Potrpežljivost in prepričanje. Toda usoda lahko popotovali skupaj. Eden je bil sin kralja, drugi je bil trgovček sin, tretji sin lepega plemiča in četrti sin orača. Vsi štirje so se znašli v hudem pomanjkanju. Bili so udrani in sami v tujem kraju in od vsega, kar so imeli, jim je ostalo le obleka, ki so jo nosili. Ko so tako hodili, so premišljevali o svojem bednem položaju in vsak je razmišljal o svojem, kako so jim narekovali lastna narava in navide. Ok, zdaj da bomo tu malo odgovorili, zakaj se gre. O tem, kako so oni štirje šli za potovanje, pa so samo obleke imeli. Kdo pa so bili to? Kraljeviči. Bratje. Ne, en je bil od kralja, en je bil od trgovčka, ki je pisalo, pa en je pa bil od lepega plemiča. Pa od orača. Super. Ok, in kaj so potem, da bomo nadaljevali? Kaj so potem se oni zmenili? Kraljevič je rekel: vse na svetu se odvija tako, kakor nam je usvojeno. Najbolje je počakati, kaj nam prinese usoda. Torej, Kraljevič je rekel, da je najpomembnejše kaj? Kaj je najpomembnejše? Sin trgovca je dejal: pamet je najboljša stvar. Ok, trgovec je rekel, kaj je najboljše? Pamet.
trgovcev sin. Ja, gremo dalje. Sin plemenitaša je rekla, najboljša od tega je lepota. Ok. Plemiča je rekel lepota. Nazadnje se je oglasil še sin orača. Na svetu ni boljšega od truda in dela. Torej marljivost, ne? Kaj vam to pove, da so vsi imeli različne vrednote za uspeh, ne? En je menil, Kraljevič je menil, da je najpomembnejše v življenju. Trgovčev sin, da pamet, plemič, lepota in orač. Kaj pa vi mislite? Kaj je najpomembnejše v življenju? Hrana. Ne to. Hrana je res najpomembnejša, ne? Ampak za neki uspeh pa to, da imaš pamet, da si lep, da si priden. Usoda. No, oni se tudi niso mogli strinjati, pa so potem bomo prebrali dalje, kaj so storili. Ko so prišli do mesta z Ebinom Mitrum, so sedli in razpravljali ter nazadnje rekli oračevemu sinu: Pojdi, zasluži kaj v mestu in vam prinesi živeža za danes. Živež veste, kaj je, ne? Ja, hrana. Super. Orjačev sin se je res odpravil v mesto in tam spraševal po delu, s katerim bi si služil hrano za 4 ljudi. Povedali so mu, da ni v mestu nič boljega iskanja od drvi. Drvo pa je bilo mogoče najti le 5 milje stran od mesta. Oračev sin je odšel torej po 2 in povezal prinesel jo je v mesto in jo prodal za srnik, s katerim je kupil živež. Lahko kaj prebereš to do konca, do plemiča? Lahko? Na mestna vrata je napisal: Eno dnevno delo, v katerim izčrpaš svoje telo, je mrežo en srednik, nato je odšel po svojim prijateljem in prinesel hrane, da so pojedli. Naslednjega dne so rekli: Novosti je zdaj tisti, ki je rekel, da ni boljšega na svetu od lepote. Hvala lepa. Tako da, kaj smo zdaj prebrali? Da je oračev sin, ne? Kaj je naredil oračev sin? Šel je v mesto in kaj je tam počel? Spraševal, ki lahko dobi hrano za 4 ljudi. In kaj so mu rekli? Prvo je podrl, šel pa jih je prodal, potem pa je šel kupiti hrano. Aha. Pa je potem šel na grad, potem pa na vrata nekaj. Ja, torej oračev sin je celi dan delal, drva je nosil, ne? Da je dobil en srebrnik.
dan dela prejel cel dan nošenja drv, en srebrnik, za ta denar je kupil potem hrano in na mestna vrata je napisal, da je celodnevno garanje, ki izčrpa telo, vredno en srebrnik. Tako. Tako da bil je, ne vem, to je stara valuta, recimo tako, da so se vsi fajn najedli, tisti en dan. Zato, ker drugi dan je mogel pa že drugi. In zdaj bomo prebrali, ko smo že tukaj slišali, da zdaj gre pa Plemič. Tako da Oraču je uspelo z pridnostjo, da so se lahko najedli. Plemič pa pravi, da je zdaj lepota, da bo z lepoto on zaslužil. Pa bomo videli zdaj, če mu bo uspelo. Lahko daš naprej. Tak, Plemiča zdaj. Ja, gledaj, tukaj začneš. Gledaj, ne, ona je povedala zdaj, da je na vrsti Plemič. Zdaj pa, tokrat je Plemičev sin šel tukaj dalje v mesto, pa bereš dalje, ne? Tokrat je Plemičev sin odšel v mesto, razmišljal je, ter si dejal: jaz ničesar ne znam delati, zakaj ti sploh stopil v mesto. Toda sram ga je bilo, da bi se z njih rok vrnil k prijateljem, razmišljal je že, da bi jih zapustil. Sedel je in se naslonil na veliko drevo. Super. Zdaj, kaj za Plemič nič ne zna, razen to, da je lep, ne? Ja. Kaj bomo pa zdaj naredil? Lenova ga je tako presela, da je zaspal. Potem je šel, prišla njegova žena. Nekega uglednega meščana. Ko je zagledala, je bil fant, ker je bil zelo čuden, tako šele, da je pozvala svojo služkinjo in ji ukazala, da ga mora pripeljati k njej. Služkinja je stopila k fantu in ga prosila, naj gre za njo do njene gospodarice. Ves dan je preživel pri njej v razkošju in ko se je spustil večer, ga je nagrabila s 500 srebrniki, odšel je in na mestna vrata napisal. Če imaš to že knjigo? No, vse v redu, najkaj povej do konca. Kaj je napisal? Odšel je in na mestna
Super, hvala. Samo malo, tukaj bomo zdaj ustavili se. Torej, plemič je kaj počel celi dan v mestu? Spal. Ne, ni spal. Hodil po mestu. Ne, Vajil se, da te ne. Videla ga je ena gospodična in se je zelo dopadel. In je rekla, če bo celi dan preživel z njo, bo dobil 500 srebrnikov na koncu dneva. Tako v bistvu za družbo, ker je bil lep, je zaslužil 500 srebrnikov in to je tudi napisal na mestna vrata, da mu enodnevno delo kot družabnika prinese 500 srebrnikov. Imamo 499 srebrnikov več, kot oni prvi. Ja, on je cel dan delal, tako da lepota, kaj iz tega sklepate lepota, tudi lahko prinese, ne? Mogoče. Kdo recimo služi z lepoto? Več prinesla pod Marljivo, 500 se No, se dajte, zdaj Matejos je nekaj prinesla, lepota je prinesla tudi nekaj, zdaj bomo pa videli, kaj bo pa pamet prinesla, ne? No, pa ti Tretji dan so rekli trčemnemu sinu, zdaj pojdi še ti in nam prinesi to, kar lahko dobiš s svojim pametjo in trgovanjem. Aha, torej zdaj gre trgovec s pametjo po hrano, ne? Trgovčev sin je hodil vse, dokler ni zagledal ladje, polne blaga, ki je kupili blago. Posedli so se, posvetovali in sklenili. Pojdimo zdaj vsi lepo domov, ne da bi kaj kupili. Tako bo jutri blagu padla cena. No, bodimo malo še pozorni zdaj. Blago sicer še kako potrebujemo za nižjo ceno. Trgovčev sin je pohitel k lastnikom ladje in odkupil vse, kar je bilo naprej za zastonj zlatenikov, za odlogom plačila in jim dal vedeti, da bo blago odpeljal v drugo mesto. Ko so trgovci zvedeli, zato so se bali, da bodo izgubili vse blago, zato so mu za vse plačali še 1000 srebrnikov. Več. Super. In kaj so napisali potem, kaj je napisal na vrata? Odnesel je dobiček in zapisal na mestna vrata kaj? Nekaj preberi to. Ta stavek še preberi. Pamet. Vzel je svoje srebrnike in rekel trgovcem, naj dajo zlatnike, lastnikom ladje. Okay. Odnesel je dobiček in
zapisal na mestna vrata. Pamet enega dneva je vredna 1000 srebrnikov. Ok, super. Zdaj bomo pa tukaj končali s skupinskim branjem. Pa bomo zdaj še kaj trgovec. Trgovec je koliko? 500. Ok, tako prej, ko smo se pogovarjali, kaj mislite, da je najbolj pomembno, ne? Vas je največ reklo, s čim se da največ? Pamet, lepota, marljivost, z vsem se da, ne? Kaj pa usoda? Kraljevič pa še ni, tako da ta del bomo pa jaz prebrala? Beremo zadnji del zgodbice o usodi. Četrtega dne so rekli kraljeviču: danes si na vrsti ti. Bomo videli, kaj si boš prislužil s pomočjo usode, ki jo zagovarjaš. Koliko med vami zagovarja usodo? Kar nekaj, ne? No, da vidimo. Kraljevič je hodil, dokler ni prišel do mestnih vrat. Tam je sedel na kamniti zid. Zgodilo pa se je, da je kralj tistega kraja umrl in ni zapustil ne naslednika, ne sorodnikov. Mimo kraljeviča se je vil pogreb in pogrebci so bili vsi žalostni, on pa ne, zato so ga ljudje grdo gledali, vratar pa mu je rekel: kdo si, podlež? Zakaj posedaš pred mestnimi vrati? Vidimo, da ti smrt kralja ni prizadela. Nato je kraljeviča napotil od vrat. Ko so pogrebci odšli mimo, se je fant vrnil na svoje mesto. Po pokopu so se vrnili in vratar je zopet zagledal mladeniča in mu dejal: kaj ste utrujeni? Tu še hitro prebrali, kar se je zgodilo z mladeničem, ne? Okay. Mate nisem posvaril, da tukaj ne smeš posedati. Tako so ljudje mladeniča vzeli s seboj in ga vrgli večo. Naslednje jutro so se meščani zbrali, da bi se posvetovali, koga bodo zbrali za kralja, in vsak od njih se je potegoval za to čast in mnenja so si bila silno različna. Nazadnje jim je dejal vratar: včeraj sem videl nekega mladeniča sedeti na mestnih vratih in nisem opazil, da bi bil žalosten, kot smo bili mi. Grozil sem mu, pa se zato ni zmenil, nagnal sem ga od vrat, pa se je znova vrnil in sedel na prejšnje mesto, in ker sem pomislil, da je vohun, sem ga zaprl v ječo. Ugledni mestni možje so poslali konj in ga vprašali, kdo je in kaj ga je zaneslo v njihovo mesto. Rekel jim je: sem sin kralja Farirana. Ko je umrl moj oče, mi je brat vzel kraljestvo, zato sem zbežal, da bi se rešil in se skril v bližnji gozd. Ko je mladenič povedal svojo zgodbo, so ga nekateri, ki so hodili v kraljestvo njegovega očeta, prepoznali in pohvalili njegovega očeta. Zatem so ga zadovoljni imetniki izbrali za svojega kralja. V tistem mestu pa so imeli tako običaj, da so ob kronanju peljali svojega izbranca na belem slonu po vsem mestu. Ko so prišli do mestnih vrat, je mladenič videl, kaj je bilo napisano na njih, zato je dal zapisati: trud, lepota in pamet. Vse, kar človek dobi na tem svetu, bodi si dobro ali slabo, je usojeno. Usoda je predpisana od izvršenega Boga in Bog mi je dal vse, ugled in dobroto. Ne? Koga je pa dobo denar? On ni dobo denar, on je postal kralj celega kraljestva. Je bilo denar. Njegovi prijatelji so v tistem kraljestvu delali, da so zaslužili, on pa je postal kralj vsega. In je rekel, da ima pri tem usoda. Kraljevič postane kralj tega kraljestva. Zakaj pa on ima svojega kraljestva? Ker mu ga je brat vzel. Tako, in
kraljestvo. Dobi drugo kraljestvo. Če bomo celi zahod, kaj ga lahko. Ja, res je. Bomo prebrali dalje karto? Ja, so to gremo, če si Nato je šel in sedel na prestol. Poslal je po prijatelje in jih dal pripeljati na dvor. Pametnega je naredil za ministra. Torej, kdo je postal minister? Kdo je bil pametni? Predhodnici tako. Postal je minister. Marljivemu je prepustil poljedelstvo. Na polju delo. Kdo je delal na polju, potem orač? Tako. Lepemu pa je dal veliko denarja in ga poslal iz dežele, da ne bi pritegnil njihovih žensk. Jaz sem lepi. Nato je zbral vse učenjake in modrece svojega kraljestva in jim rekel. Zdaj pa poslušajte, kar je več rekel modrecem. Moji prijatelji so spoznali, da jim je Bog naklonil veliko dobroto in tudi vi se morate o tem prepričati. Usvojeno mi je, kaj mi je Bog dal, ne zaradi lepote, pameti ali truda. Ko me je brat nagnal, si nisem mislil, da bom preživel, kaj šele, da bom zasedel položaj, na katerem sem danes. Niti pomisliti nisem upal na kaj takšnega, ker sem srečal na tej zemlji čednejšega in lepšega od sebe, marljivejšega kot sem jaz in pametnejšega, a Božja usoda me je pripeljala do tega položaja. Torej, najboljša je, on je zdaj tudi njegov pripovedoval vodi. Ne, to je ta kraljevič, ki je menil, da je usoda najpomembnejša, povedal svojim modrecem. Jaz tudi In zdaj bomo slišali, kaj so mu modreci odgovorili. Kaj mislite, da mu bodo povedali? Da. Bomo poslušali še? Ja, V tistem zboru pa je bil starec, ki je vstal in začel govoriti. Kar si povedal je razumno in modro, tudi to si dosegel le s pravo pametjo in poštenimi nameni. Kaj morate s tem povedati? Naša upanja o tebi so se izpolnila, saj smo slišali, da si govoril in verjamemo v to, kar si povedal. Vreden si kraljestva in časti, ki jo je Bog položil pred te, zaradi tvoje pameti in razuma. Najsrečnejši med ljudmi je ta, ki mu Bog podari razum in pamet. Bog nam je pripeljal tebe, ravno ko je umrl naš kralj. Kaj pravite na to? Kaj mu je povedal? Da ni bila samo usoda, ampak vse. Je tudi pamet pomembna, ne? Nato se je dvignil drugi starec, ki je veliko potoval, se zahvalil Bogu in rekel. Kot mladenic sem služil nekemu plemiču. Kot sem se omaknil od sveta in zapustil tega moža, mi je dal 2 zlatnika. Hotel sem enega podariti revežu, drugega pa pustiti zase, ko sem prišel na trg in tam naletel na lovca z 2 smrdokavrama. Kaj to? Kaj je smrdokavrama? To sta 2 ptici, kot neki ptici. To sta 2 ptici. Govorni ptici smrdi. Kaj še niste slišali za smrdokavre? Ne. No, bomo videli, kaj bo s temi smrdokavrami. Zdaj smo pa prišli do tega, da je to tudi basen, ta zgodbica, ker zdaj so samo ljudje nastopali noter, ne? Mi smo pa prej na začetku rekli, da bo tudi živali, no, pa do zdaj še nismo nobeni srečali, evo zdaj imamo pa te 2 smrdokavri, ne? Še pa gremo. Prodal jo je za 2 zlatnika, jaz pa sem baratal in jo poskušal kupiti za 1 zlatnik, vendar mi ni uspelo. Tedaj sem razmišljal, da bi kupil le eno ptico, potem pa boš pomislil, da sta mogoče par samec in samica, ki bi jo tako ločil. Ker sta se mi ptici zasmilili, sem jo sklenil kupiti za 2 zlatnika. Bal sem se, da zaradi lakote in stradanja ne bi mogli dobro leteti, zato jo nisem hotel izpustiti v naslednjem kraju. Odnesel sem jo daleč stran od naselja, ker je bilo mnogo dreves. Ptici so zleteli in pristali na drevesu, polnem sadja. Tam ste se mi zahvaljevali in slišal sem, kako je ena rekla drugi. Ptica je rekla ptici. Ta popotnik naj je rešil pred mučenjem in smrtjo, ki sta naju čakala, zato ga morala za njegovo dobroto nagraditi. Pod tem drevesom je več, poln zlatnikov, pokaživa mu ga, da ga izkoplje. Rekel sem jima,
Kako neki mi boste pokazali zakladko vajne očli še lovčega mrežega opazita? Povedali sta mi, kadar je posredi usoda, tedaj nam lahko odvrne pogled od stvari in zametli vid. Tako nam je usoda odvrnila pozornost od pasti, ne pa tudi od tega zaklada, ki ti je namenjen. Kopal sem torej pod drevesom in potegnil na dan vrč poln zlatnikov, začel sem moliti rekoč: Hvala Bogu, ki va je naučil, da kljub temu, da letita in vidite v zraku, lahko povesta, kaj se skriva pod zemljo. Ptici sta odgovorili: O ti razumnik, a ne veš, da usoda nadvlada vse, ne moreš ne uiti, ne ubežati. Tako sem kralju povedal o tem, kar sem videl, in če mi kralj kaže prinesti izkopano zlato, da ga da v svojo zakladnico, to rade bolje storim. Toda kralj je rekel: To je tvoje in ostane tebi. Kaj ste razumeli zdaj iz tega dela o pticah? Da je bil kralj pravičen. Modrec je te dve ptici kupil. Lovec odrejena za te dve ptici je mučil celi čas pa, da je tisti modrec, da je kupil, ker sta se nasmilila pa, da je tam, ko je poln drevesa, pa sta leteli do enega sadja, pa sta ena ptica rekla drugi, da naj pokaže, da ti je polno zaklada, pa je rekel modrec, da bo pa je nesel kralju, da si da svojo zakladnico, pa je kralj rekel, da je njegovo, da on to našel. Ok, kaj pa ti misliš? Hvala. Jaz? Ja. Da je bil kralj pošten, ker je modrec to našel, pa ni bil poklepen. Ok, tako bomo rekli, ne? Modrec je imel dva zlatnika, ne? Dva zlatnika. Oba zlatnika je dal za te dve ptici, da je lahko osvobodil, in te dve ptici so mu povrnili to, tako da je dobil potem celi vrč zlatnikov. Bila je usoda, da sta oni dve se v to mrežo plovili, ampak sta tudi bili osvobojeni. Tako da usoda ima vedno prste zraven, ne? Ampak vseeno iz te zgodbice, če ti nekaj dobrega narediš, se ti to dobro še dosti bolj povrne. Tako pa se temu modrecu povrnilo to, da je oba zlatnika dal za te ptici, na koncu pa je dobil mnogo več, ne? To je potem malo te zgodbe. Tako da tukaj imate, če date naprej, se vam bo v večini primerov mnogokrat povrnilo. To je to. Kaj mislite? Je to res? Je to možno? Ja, vse je možno. Pa je še hrano je dobro. Tako, ne? Se mu to res plačalo? Ja. Kaj pa vam? Mislite, da če vi imate, ne vem, eno čokolado pa delite, potem pride kdo pa dobite še eno? Ampak da jih pride, toliko velika si ne nadaril, pa je malo. Ja. Tako da to je ta zgodbica. Ena izmed teh zgodbic, noter je še več zgodbic, vse skupaj 15 zgodbic z različnimi nauki. To, ko smo danes brali, je bila 14. zgodbica. Kraljevič in njegovi prijatelji, ki je govorila o tem, kaj ti v življenju prinese uspeh, ne? Tako da vse je pomembno, ampak zraven je pa še tudi usoda, ne? Kaj mislite o tem? Ja. Še ima za kakšno vprašanje?